Tokrat v občinskem informatorju v Mariboru pripravili ganljiv sprejem Timu Gajserju. Dan odprtih vrat čebelarjevega doma v Lovrencu na Pohorju. Poletni večer s Kingstoni, Manco in Isakom Palma v Vuzenici. V Hočah zaključili poletni tabor. V Vuzenici otroci igrali nogomet, plesalci pa povabili k vpisu. V Lovrencu predstavljali naravno kozmetiko. Šport. NK Maribor pred povratno tekmo proti Ludogorcu. Kek predstavil reprezentančni seznam. Lepo pozdravljeni. Na Trgu Svobode v Mariboru so pripravili ganljiv sprejem za Tima Gajserja, novopečenega svetovnega prvaka elitnega motokrosističnega razreda MXGP. Skupno ima tako tim že 3 naslove svetovnega prvaka v motokrosu. Pred uradnim sprejemom na Trgu Svobode se je tim predstavil še novinarjem in pred 7. silo podoživel letošnjo sanjsko sezono. Sezona je res dejansko kot san, no. Boljše sezone se skoraj dan ne bi mogel želeti. Skoraj na vsaki tekmi sem stal na stopničkah, ena se mi je zmuznila, ta je bila v Mantovi. Ampak kljub temu še niti konec sezone ni, še vseeno nas čakajo 2 tekme. Čez 2 tedna v Turčiji in potem teden za njo še na Kitajskem. Tako da sigurno glavni cilj je osvojen, naslov svetovnega prvaka že imamo v žepu, tako da sem zelo zadovoljen. Tako da res na zadnje 2 tekme lahko grem samo sproščeno, odpeljati tako znam. In to je tudi cilj, da bom užival, da res vozim tako na treningu in to je to. Tim je pred letošnjo sezono naredil precej sprememb. Res testirali smo ogromno, da sem motor res smo ga pripravili do takega nivoja, da sem res bil zelo zadovoljen z njim in potem tudi treningi so potekali v nulo. Najbolj pomembno je bilo, da sem ostal zdrav čez celo zimo, kar je bilo ključnega pomena. Potem pa ja, prvih nekaj tekem sem vseeno delal, brzina je bila prava, ampak sem delal še vseeno napake. Ampak potem po tisti Mantovi sem si sam sebi samo rekel, da treba iti na tekmo, uživati brez nekih pritiskov, odpeljati tako znam, tako vozim na treningu in potem bo vse v redu. In dejansko takrat se tisti niz začel, mislim, da sem 7 zaporednih zmag nanizal. Verjetno je največjo spremembo prinesel trener za fizično pripravljenost, ki ga Tim do sedaj ni imel. Ne rekel, da moram nekaj spremeniti, hočem biti bolj pripravljen, zaradi tega, ker vem, da vsi fantje, vsi vozniki vsako leto še bolj stisnejo in res velika zahvala gre tudi Boškoti, Renkoti, on je moj trener in res super smo letos delala, pripravljen, kondicijsko, fizično sem res vrhunsko. Znano je, da se svetovni prvaki istega moštva med seboj poznajo. Tako je že pred časom Mark Marquez, večkratni svetovni prvak razreda MotoGP, Tima prosil, da ga na motokrosu nauči skokov. Dejansko mi Honda ne pusti, no. Čeprav on si želi, da bi ga, ampak pač njegova prioriteta je vseeno tekmovati na MotoGP-ju. Tako da, če bi bilo kaj šlo narobe, tu bi takoj krivdo na mene naredili, pač pokazali, ampak vseeno pač ja, z Markom se veliko družimo. Kot je znano, pa za vsakim uspešnim moškim stoji ženska. Jaz res živim za njega, živim za motokros. Res bi bilo težko, da bi jaz imela neko službo tukaj, redno službo, ker tudi vsak motokrosist ima punco zraven, ženo, otroke. Tudi če bi jaz doma ostala, res se nič ne bi videla in pol bi to bilo bolj težko. No. Po druženju z novinarji pa je sledil veličasten sprejem na Trgu Svobode v Mariboru, kjer so Tima pričakali številni ljubitelji motošporta, ki so nad Timom naravnost navdušeni. Kaj vas je najbolj navdušilo pri Timu? Ja, vse. Človek nasplošno, šampion, vse, to boljše. Vse skupaj, kot družina, kot človek, kot nasplošno vzdušje, ko gremo, ne? To je zakon. Super človek je, po duši in po srcu, hodimo z veseljem navijati krog po svetu. Ga hodite spodbujati tudi v tujino na dirke? Na 10 dirkah v tujini smo letos bila z ženo. Med podporniki Tima Gajserja so bili tudi znani obrazi motošporta. Je res šampion brez primere, bom rekel, vizionar že skoraj, tako da mislim, da vsak, ko ima malo veze z motorom, je danes tu, če ni, pa verjamem, da ima zelo tehten razlog. No. Imeti svetovnega prvaka je izjemni uspeh, to je eden
da ne bom rekel 100 let, ampak timu je to uspelo in ves poklon, čestitke ponovno in le tako v takem slogu naprej. Cela Slovenija ga podpira, vsi imamo nekaj od tega, tudi mi, ko se ukvarjamo z šolo, z podmladkom, vedno več otrok se zanima za ta šport in mislim, da je naredil velik korak za motošport oziroma motocross Sloveniji. Sezone pa za tima še ni konec. Takoj po zadnjih 2 dirkah svetovnega prvenstva in pokalu narodov bo šel še v Združene države Amerike na pokal Monster Energy. Nato pa se bo že kmalu usmeril k sezoni 2020, kjer bo cilj samo en: ponovna osvojitev naslova svetovnega prvaka. V okviru Jezernikovih dni v občini Lovrenc na Pohorju je čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju pripravilo dan odprtih vrat. Svojo ponudbo z naravnimi izdelki je bil prisoten tudi zeliščarski krožek Srčna moč, za otroke pa so organizirali še otroško ustvarjalno delavnico. 27 let star čebelarski dom čebelarskega društva Lovrenc na Pohorju je večjo prenovo doživel pred 2 letoma, letos pa so v okviru praznovanja občinskega praznika odprli svoja vrata in obiskovalce ponovno spomnili na pomembnost čebel. S tem želimo prikazati našo delo, predvsem kako so pomembni čebelarji sedaj v kmetijstvu, kaj vse naredijo čebelice. Tudi z otroci se dosti pogovarjamo in v šoli in v vrtcu o čebelicah, da čim bolj predstavimo našo dejavnost. Današnji dan je prav tako namenjen predstavitvi naše dejavnosti, ker nas res v društvu zelo radi sodelujejo otroci in vsi čebelarji, delamo skupaj, tako da imamo včlanjeni v našo društvo Lovrenc na Pohorju kar 68 članov, s tem, da jih imamo tudi 27 podpornih članov. Čebelarji sicer nikoli ne počivajo. Spomladi začnemo že takoj, ko prvi sneg skopni, ko začne sonce sijati, čakamo, ali so naše čebelice preživele, koliko jih bo priletelo na dan in potem jim seveda s hrano pomagamo, da se čim prej omogočijo letenje v naravo, kakor je tisti topli, ko so topli dnevi. Potem nadaljujemo z hranjenjem, pregledovanjem, vse do prvega točenja. Potem čez poletje seveda smo zelo veseli, če je letina obilna, letos je bilo zelo slabo, ampak kljub temu ne bomo izgubili volje, naprej še bomo njihovi prijatelji in naprej še jih bomo pomagali, da bodo čim bolj delovali. Ob tej priložnosti so pripravili tudi zanimive otroške delavnice, na katerih so otroci izdelovali na temo čebelic. Čebelico. Lonček za barvice. Rumena pa črne črte. Kaj pa delajo čebelice? Nabirajo med. Rumena pa črne črte. Kaj pa delajo čebelice? Nabirajo med. Čaje, napitke, tinkture, tudi različna mazila pa so ob tej priložnosti predstavljali člani zeliščarskega krožka Srčna moč. Te rožice obiskujejo čebele, tako da ni kaj izmeda, ampak čebelice pa obiskujejo in smo si vzajemni. Kot se za dan odprtih vrat čebelarskega doma spodobi, so ponujali tudi klasične izdelke iz medu. Več vrst meda, letos je bolj slabo bilo, ampak so 3 vrste, 4 vrste, to je akacija, hojev je in kostan pa lipa, tako ne. Pol pa to se da narediti iz tega likeri, tele voščene izdelki, pa žganje skuhamo tudi, z tega pa da si še kaj, tam imamo tudi pecivo iz meda, tako da vsi še bi najdlo kaj, pa žganje tudi tu, kis imam tam neden tudi, to je iz medice se naredi pol tale kis, da je pol tudi produkt eni od teh. Tako da to bi v glavnem bilo, in še tam smem pozabiti, to je en cveten prah, ta je sila za imunski sistem vredi, in to se uporablja z mlečno kislino, ki je najboljši jogurt dodati, da dobi svoj učinek, in to je fajn eno tako kuro narediti, da si izboljšaš v jeseni pa spomladi, in to je priporočljivo tudi, samo tega premalo uporabljamo. Čebelari so ob tem pripravili še okusno ponudbo hrane in pijače, organizirali pa tudi bogat srečelov.
V okviru vuzeniških dnevov so pripravili poletni večer s Kingstoni, Manco Špik in Isakom Palma. Nastopajoči so Vuzeničanom poživili sobotni večer z največjimi glasbenimi uspešnicami zadnjih let. Manca Špik, Isak Palma in pa Kingstoni, ki so nepogrešljivi naprav v vsaki zabavi, so pripravili prav posebno in predvsem nepozabno poletno noč v Vuzenici. Na Koroškem je vedno lepo. Rada pridem. Topli ljudje, lepo me sprejmejo, tako da je vedno lepo. Na vuzeniških dnevih sem prvič, zelo uživam, tako da zelo sem počaščena, da sem danes tukaj. Poletna zabava je sicer bila namenjena tudi zbiranju sredstev za lokalna društva. Tukaj imamo številna domača društva, ki z svojimi prostovoljci delajo in bo potem ves izkupiček te prireditve šel društvom za njihovo nadaljnje delovanje. Vsako leto pač skušamo zbrati nekoga, ki bi pritegnil čim več ljudi. To je naš cilj, da tudi ob tem dobimo nekaj, kar potem lahko damo društvom naprej. Glasbeniki so dodobra razgreli občinstvo, ki so se ob poletni noči res zabavali. Super je, bolano, noro, Kaj je tako fajn tukaj? Kaj? Kaj je tako fajn tukaj? Glasba, ljudje, dobro. Lepo, glasba, druženje. Hvala, zelo lepo. Kaj je tako fajn tukaj? Vzdušje, večer, toplo je. Odlično, vuzeniški dnevi so prava zadeva. Odlično, danes je smučarski klub priredil fajn tekmovanje, zdaj je tu fajn. Boljše bi bilo, če bi bil ansambl, ko pa da tudi samo na playback poje. Dobro, ampak zaenkrat v redu. Vuzeniški dnevi pa so tudi letos bili športno-kulturno obarvani. Starejši Cicibani U12 so v Vuzeniškem športnem parku odigrali turnir v nogometu, plesno-rekreacijski klub Harmonija in plesna skupina Smaragdne oči pa so ob tem predstavili svoj program in hkrati povabili k vpisu v novo športno-plesno sezono. Na novi travnati površini nogometnega igrišča v športnem parku Vuzenica so prvič izvedli tovrsten turnir. Po tej veliki pridobitvi za Vuzenico, to umetno travo, ki smo otvorili v soboto z veteranskim turnirjem, smo se v sodelovanju z nogometno šolo Radlje odločili, da tudi v okviru vuzeniških dnev organiziramo turnir za starejše Cicibane U12, to se pravi letniki, fantje in dekleta mlajši od 2008. Prijavilo se je 6 ekip, zadovoljni smo s prijavo in upamo, da bo turnir potekal v takem duhu. Ob tem si obetajo, da bi tovrstni turnirji v Vuzenici postali stalnica in da bi v kraju kmalu nastala tudi nogometna šola. V Dravski dolini je sicer nogometno igrišče z umetno travo šele drugo tovrstno, zato računajo, da bodo tudi drugi klubi jo s pridom izkoristili in uporabljali. Tudi igralci so ne samo navdušeni nad nogometom, ampak tudi nad novim igriščem. Ja, da lahko žogo v gol spraviš. Stisnali smo pol na koncu, jih pa dali gol. Kakšna pa je tale travnata površina zdaj? Ja, fajna je. Fanti so sicer boljši, samo pač druženje pa zabava. Prijateljica ena je prvo trenirala, pa velikokrat smo bili skupaj na igrišču in pač nogomet me je ful navdušil, pa sem začela trenirati in smo se ful sem se vključila in zdaj je prišlo še več punc, tudi moje sošolke pa to in je ful fajn. Vuzeniški dnevi so ta isti dan postregli tudi s predstavitvijo programa plesno-rekreacijskega kluba Harmonija. Ples me navdušuje, že ko sem bila mala, sem že ful rada plesala. Pa ker imam ful všeč glasbo, pač pa tako plešem tudi doma. Kaj ti je najbolj všeč v PRK Harmoniji? Ko hodimo na tekmovanje, pa se zabavamo, pa plešemo. Da se pri plesu zabavamo. Kaj novega ste se naučili v tem letu? Plesati la cinturo, pa zabroče. Kaj pa učiteljice, mentorice, kakšne so? V redu so, prijazne pa nas veliko naučijo. Ker se sproščam ob tem in me veseli
Zdaj boste pa pokazali vse, kar ste se med letom naučili, verjetno, ne? Kaj vam pa pomeni, da sodelujete na vuzeniških dnevih? Veliko. Zato, ker se pač naučiš take nove gibe. Plesalke in plesalci PRK Harmonija redno nastopajo na vuzeniških dnevih in tako popestrijo program. Popestrimo program kot z lastnim projektom, tudi pridružimo mogoče s kakim nastopom drugim društvom, z veseljem otroci odzovejo vedno na kak nastop, radi pridemo tudi starejšim občanom nastopati, tako da to je del našega in njihova življenja, tako da vedno z veseljem udeležujemo vuzeniških dni. Otroci so tako pokazali, kaj so se v minulem šolskem letu naučili, ob tem pa povabili tudi nove člane, da se jim pridružijo. Vsi, ki bi jih ples zanimal, vabijo, da se vpišajo kadarkoli v letu. Počitnic je praktično konec. Za otroke iz občine Hoče - Slivnica ter Rače - Fram pa so bile te posebej pestre. Obiskovali so namreč poletni tabor, v katerem so se vrstile športne in zabavne animacije Svizec športa. Na že 4. poletnem taboru v Hočah, kateremu se je že drugo leto zapored pridružila občina Rače - Fram, so otroci v 5 tednih poletja uživali, se zabavali, tkali nova prijateljstva, se veliko gibali na svežem zraku, pa tudi naučili novih veščin. Ko smo si nogomet spilali, pa ko smo šli na pihljivo igralo. Šli smo v koruzni labirint, pa tudi kopat smo se šli. In zelo super je bilo. S takšnimi vtisi so zaključili letošnji poletni tabor. Vodje pa si ga bodo zapomnili po še enem uspešnem poletju in izjemnem številu otrok. Kot je povedal vodja poletnega tabora, so letos zabeležili več kot 800 otrok. 804 otroci so bili, tako da to jaz mislim, da je že taka zelo velika številka, taka, ko nas je vse malo presenetilo, ampak naslednje leto gremo na 1000. Jaz mislim, da je to predvsem za njih ena pozitivna izkušnja, taka, ko je bilo včasih na druženje na dvorišču, zdaj več tega ni, tudi na vasi zdaj že relativno malo, oziroma manj. Zdaj pa z tem našim poletnim taborom, oziroma poletnim varstvom, mi rečemo tabor, ker se malo boljše sliši, jaz mislim, da otroci dosti pridobijo, bom rekel, čist takega druženja, medobčinskega, medvrstniškega, ker vseeno je neki razpon od 6 let pa tja do 14, tako da jaz mislim, da je to neka taka zadeva, ko v zadnjem letu mi je kar manjkala. Otroci so z udeležbo na poletnem taboru pridobili nova znanja in poznanstva. Urili so svoje socialne in športne veščine, ekipno sodelovanje. Starši pa so z vpisom v poletni tabor rešili težav varstva v času, ko nimajo več letnega dopusta. Že drugo leto zapored pa se je k poletnemu taboru priključila tudi občina Rače - Fram. Glavni cilj je bil, da otroci preživijo kvaliteten čas med počitnicami, dosti gre na dopuste, kam drugam, del počitnic preživijo tudi v taboru, ker spoznajo športe, prijatelje, ustvarjajo, se zabavajo, torej to, čemur so počitnice namenjene, da so brezskrbni, veseli, se igrajo in da pozabijo na vse ostalo. Prvič je seveda to druženje, spoznavajo na koncu tudi okolico občine, v kateri živijo, glede na to, da smo bom rekel, skupaj v tej zgodbi z občino Hoče - Slivnica, tudi med sabo se družijo, imajo najrazličnejše tekme. Prepričan sem, da to igranje v naravi manjka otrokom, da jih preveč zapiramo v prostore, tudi v šolah, tudi v vrtcih, da jih je treba enostavno nagnati nazaj v naravo. Igrati se morajo. Jaz pravim, da ti otroci, ki so danes otroci, bodo hodili v službo do svojih 70 let in zdaj morajo izkoristiti to mladost, se igrati, se družiti, biti zunaj in tako naprej. In prepričan sem, da je to tudi ena izmed zgodb tega povezovanja, tega druženja in vesel sem, da smo zraven. Na možnost aktivnega in kakovostnega preživljanja poletnih počitnic lahko računajo tudi v prihodnje. Za letos pa so se od njih poslovili z veliko otroško zabavo v Multisport areni Rogoza in torto Velikanko. V prireditvenem centru Lovrenc na Pohorju so se tamkajšnje občanke vrnile nazaj k naravi. Na delavnici Valerije Poglajen so se namreč učile domače izdelave naravne kozmetike in zelišč brez kakršnihkoli kemijskih dodatkov. Namen delavnice je bil, da udeleženci izdelajo enostavno kozmetiko na osnovi olj, eteričnih olj, naravnega masla in surovin, ki jih lahko najdemo v naravi. Izdelali bomo en naravni peeling oziroma peeling v 3 različicah.
ker ne vemo prav, koliko udeležencev lahko pričakujemo, se bomo razdelili v 3 skupine, izdelovali bomo torej naravni peeling z enimi izpeljankami, 3 različnimi, potem en naravni deodorant in pa tudi vkolikor bodo udeleženke tudi mlajše punce, osnovnošolke, za njih eno varianto tega peelinga, ki bo malo nežnejši do kože, in pa en taki balzam za usnice z okusom jagode. Tako so številne udeleženke, kar nakazuje, da se ljudje vedno bolj zavedamo problematike industrije in negativnega vpliva različnih kemijskih spojin na naše življenje, z veseljem srkale znanje o izdelovanju domače kozmetike. Jaz sem sicer sodelujem z zeliščarkami, zeliščarski krožek, Lovrenc na Pohorju, ko imamo Srčna moč, pa me zanima zdaj drugi način priprave, mi tudi nekako izdelujemo kreme, In to, kar ste do zdaj slišali, navdušeni? Zelo, ja. Vedno je dobro vedeti še drugo stran, Pa tudi to, ker si sam pripraviš, a ne? Absolutno mi to pomeni veliko, pa vem, kaj dam zraven. Zato, ker naravna kozmetika je vedno bolj popularna in tudi zelo zanimiva tema, da lahko narava, ki smo za nekaj časa postavili na stranski tir, lahko nam pomaga, kar so že včasih vedeli, pa smo nehali to verjeti. Torej, če prav razumem, boste današnje znanje prenesli tudi domov in si skušali doma sami kaj pripraviti? Po vsej verjetnosti, ja. To, da je to naravno, ker v trgovine, ko gremo, ne vemo, kaj kupujemo, ker so lahko nezdrave stvari. In prav zaradi nezdravih spojin konvencionalne kozmetike je naravna postala izjemno popularna. V konvencionalni kozmetiki je verjamem, da ne vem, če vidite kremo z arganovim oljem, ki stane 2 evra, ne more stati 2 evra, ker vemo, da dobro, kvalitetno arganovo olje je drago, tako da tu je malo potrebno znanja, malo, saj veste, kemija je škodljiva, za ena bolj, druga manj, tudi ti šamponi, recimo ti tenzidi so problematični, ki se pojavljajo v teh komercialnih, konvencionalnih kozmetiki. Prednost kozmetike, ki jo izdelamo sami, je predvsem v tem, da dejansko poznamo vse sestavine, lahko pa si jo tudi prilagodimo lastnemu tipu kože. Mariborske nogometaše pa nocoj čaka prav gotovo najbolj pomembna tekma. Za vstop v Evropsko ligo se bodo na domačem terenu Ljudskega vrta še drugič pomerili z bolgarskim prvakom Ludogorcem, potem ko so na gostovanju v Bolgariji iztržili remi brez zadetkov. Tekma se bo začela ob 20:15. Na novinarski konferenci pred nocojšnjo tekmo je mariborski strateg Darko Milanič na kratko analiziral prvo srečanje proti bolgarskemu prvaku. V Bolgariji ni bilo, da se skozi celotno srečanje samo branimo. To pomeni, mi smo imeli namero napadati, bili smo skoraj prepričani, da se nam bo ponudilo veliko priložnosti za napad. Nažalost je bilo tega premalo, tega smo se po tekmi tudi zavedali, kot smo zelo pohvalili to, da smo se odlično branili, da smo si pomagali, da smo nasprotniku ponudili manj prostora kot sicer, je bilo odlično. Po drugi strani smo pa pogrešali to, da bi v napadalnih akcijah bili uspešnejši oziroma da bi jih bilo več. Kljub temu, da se je prvo srečanje končalo z 0:0, kar na povratni tekmi pušča precej odprte možnosti za obe ekipi, samozavesti med vijoličastimi ne manjka. Ob pozitivnem rezultatu v nedeljo bili zelo razigrani in da imajo v tem trenutku dovolj samozavesti, da odigrajo jutri super tekmo. Sicer bodo Mariborčani prikrajšani za Dina Hotića, ki je na tekmi v Bolgariji prejel rdeči karton, vendar ima strateg vijoličastih tudi za to situacijo pripravljenih več rešitev. Kar se tiče zamenjave za Hotića, je nekaj rešitev oziroma nekaj možnosti in jaz bi vam z veseljem to povedal, pač ste me razumete. Mešanović, Kotnik, Kramarić so kandidati za to pozicijo, ker so to v preteklih tekmah tudi že igrali. Tudi strategija nocojšnjega dvoboja je, glede na rezultat iz prve tekme, precej enostavna. Mi moramo zabiti enega več kot oni, to je popolnoma jasno. In če namera Mariborčanom uspe, potem bomo letos v Ljudskem vrtu spet gledali evropski nogomet.
Selektor nogometne reprezentance Matjaž Kek pa je na osnovni šoli bratov Polančičev v Mariboru, katero je nekoč obiskoval tudi sam, predstavil seznam reprezentantov. Slovensko nogometno reprezentanco v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2020 v začetku septembra čakata 2 domači tekmi v Stožicah, kjer se bodo 6. septembra pomerili s Poljaki in 9. septembra z reprezentanco Izraela. V reprezentanco se zopet vračata napadalec Tim Matavž in obrambni igralec Martin Milec. Prvič pa bo slovenske barve branil Uroš Korun, ki trenutno igra na Poljskem. Cilj reprezentance in selektorja pa še naprej ostaja jasen. Ni kaj dosti zaračunati, rabimo točke in naredili bomo vse, da bi v teh 2 domačih tekmah prišli do teh točk, ne glede na to, da sta obe reprezentanci, predvsem Poljska seveda kot vodilna v naši skupini, težka nasprotniki, ampak če hočeš nekaj narediti in če hočeš nasploh v življenju, tudi v športu, potem moraš razmišljati pozitivno, moraš razmišljati, kako seveda z dobro, kvalitetno igro, s pomočjo polnih stožic priti do tega cilja. Cilj so točke, popolnoma enostavno toliko, da tukaj ne iščemo zdaj, pa da se ne ostavljamo predolgo na tem. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Trg Levna Štuklja bo do sobote prizorišče 3. street food marketa, ponudili bodo različno hrano, pijačo, zagotovo pa tudi veliko zabave. V Lovrencu na Pohorju bo jutri v okviru Jezernikovih dni ob 20. koncert Andreja Šifrerja. Ob 17. pa v Dupleku jutri pripravljajo srečanje motoristov. Jutri ob 21. bodo na odru ob vodnem stolpu na Lentu nastopili Siti hlapci, ki ob tem praznujejo 20 let. Letni kino Minoriti pa pripravlja projekcijo ob koncu počitnic s premiero japonskega animiranega filma Mirai. V soboto bo v Europarku od 10. potekal sejem rabljenih učbenikov mladim. Jutri in v soboto pa se lahko odpravite še na nočni sprehod po koruznem labirintu ali pa si ogledate še katero izmed lutkovnih predstav v okviru poletnega lutkovnega pristana. Imejte še lep zadnji počitniški vikend pred vstopom v šolo in nasvidenje.